Prisrčno pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke lokalne bistriške televizije v pravkar rojenem letu, v katerem si verjetno vsi želimo, da bi bilo polno optimizma, zdravja, dela novih delovnih mest, manj socialnih razlik in več solidarnosti ter medsebojnega spoštovanja. Če že nismo opravili inventure preteklega leta, pa verjetno še vedno ni vse izgubljeno. Treba je ugotoviti, kaj smo počeli slabo in kaj dobro in morda bo življenje krenilo v drugo smer. V prvi informativni oddaji tega leta so sodelavci lokalne kabelske televizije pripravili tudi nekaj novic o dogodkih preteklega leta. Nekaj pa je že tudi čisto svežih, zato prijazno vabljeni k ogledu. V rubriki Aktualno o spominski slovesnosti ob 72-letnici padca pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici. V sklopu Veselega decembra tradicionalni božično-novoletni koncert vokalne skupine Vivere in Okteta Planika. Gospodarstveniki s Kosova na obisku v Slovenski Bistrici. Hrvaška občina Murter vrnila obisk in predstavila delček Dalmacije. V Šmartnem na Pohorju osrednja spominska slovesnost ob dnevu enotnosti in samostojnosti. V Slovenski Bistrici ponovno odprta poslanska pisarna socialnih demokratov. V policijskem poročilu o prometni nesreči s smrtnim izidom, večjih in manjših krajah ter prometnih prekrških. V športu o razglasitvi najboljših judoistk in judoistov v letu 2014. Pri Treh žebljih na Osankarici je v soboto, 3. januarja, potekala spominska slovesnost ob 72. obletnici zadnjega boja pohorskega bataljona. Slavnostni govornik je bil predsednik državnega zbora Milan Brglez. Veseli me, da vsakokratna slovesnost v spomin na sicer žalostni konec pohorskega bataljona uspe semkaj na Osankarico leto za letom privabiti tako veliko število obiskovalcev, posameznikov, ki se pridejo oziroma pridete pokloniti spominu na tragično pobite in padle borce. Predvsem pa me zlasti veseli dejstvo, da še vedno, če tudi od konca druge svetovne vojne minilo že skoraj 70 desetletij, med državljani in državljankami obstaja trdno zavedanje, da je za našo prihodnost, za ustvarjanje lepšega in uspešnega vsak dana potrebno ohranjati tudi spomin na vojno in tedanje dogajanje. S tem ohranjamo v našo zavest globoko usiljeno zavedanje, česa ne želimo nikoli več in čemu se za vsako ceno treba izogniti. Svoboda in mir sta namreč daleč od gotovega, daleč od stalnega. Na to kaže že zgolj bežen pogled okrog nas, pogled v svet, ki je žal tudi danes prepoln oboroženih konfliktov, etničnih obračunavanj, verskih spopadov in še bi lahko naštel. Svoboda, ki jo iz dneva v dan brezskrbno uživamo, je, pa naj se sliši še tako izrabljeno, če umanjka zavedanje, iz česa je ta svoboda zrasla in kaj vse je bilo zanjo žrtvovanega, v veliki meri ogrožena. Današnja številčna udeležba me zato upravičeno veseli, predvsem pa navdaja zaupanjem v našo prihodnost in našo svobodo. Spoštovani, v tovrstnih spominskih slovesnostih se osebno vedno znova soočam z zadrego, kaj povedati. Kaj sploh dodati na spominskem mestu, kjer so borke in borci, čeprav neprimerno šibkejši in malo številni, so se podali spopad, ki je bil že v samem začetku obsojen na izgubo. Kaj je mogoče dodati v dejstvu, da so za našo svobodo, za mir, ki jo sami niso izkusili in doživeli, žrtvovali največjo možno žrtev svoje življenje. V preteklih letih je bilo mnogo tega že povedanega. Kakšno naj bo torej moje sporočilo? Na prvem mestu je to zagotovo hvaležnost, iskrena in globoka hvaležnost za pogum in žrtev. Na drugem pa nič manj iskreno upanje, da smo bili te neprecenljive žrtve vredni. Pogosto je moč slišati, da spopadi, konflikti in vojne potegnejo iz ljudi njihove najslabše, v mirnem času nepredstavljive lastnosti. Temu ni oporekati, vendar pa lahko istočasno in z gotovostjo trdimo tudi, da hkrati z naštetim vsaka vojna iz ljudi potegne tudi tiste najboljše lastnosti.
izjemno požrtvovalnost, solidarnost je danes žal tako redko pristno tovarištvo. Naša izkušnja druge svetovne vojne, izkušnja, ki je slovenski narod tudi nepopravljivo zaznamovala in razklala, je v marsičem dokaz v to smer. Pohorski bataljon je namreč eden tistih, ki še danes simbolizira zagrizenost. Skoraj le trmo, s katero so domoljubni borci prijeli za orožje, ter se ne meneti za posledico borili za svojo domovino, za svojo rodno zemljo, dobesedno do zadnjega diha. Pohorski bataljon simbolizira tudi vztrajnost, nepoputljivost ter optimizem in skrajno predanost skupnemu cilju, torej svobodi. Pohorski bataljon se je našo zgodovino in ponos naroda zapisal ne le zaradi tragičnega konca, v katerem so padli prav vsi njegovi borci, temveč tudi s svojimi več kot 100 napadi in številnimi večjimi akcijami, s katerimi je okupatorju na Štajerskem zadal hude udarce. Tragična in hkrati zadnja usodna bitka Pohorskega bataljona, ki se je spominjamo danes, se je začela 8. januarja leta 1943, ko je bataljonu sreča obrnila hrbet. 2000 sovražnikovih vojakov je obkolilo partizansko taborišče, kljub temu pa je, ne zavedajoč se pred moči sovražnika, bataljon boj sprejel brez oklevanja. Od tu lahko zasledimo pretresljive opise, kako so se v drevesa naokoli zasekale svinčenke, kako je sneg porrdečil in kako se je zemlja napojila s krvjo. Legendarni Pohorski bataljon je v celoti padel pod okupatorjevimi streli. Sovražnik je ujel le enega preživelega borca, ki je bil tako hudo ranjen, da se ni mogel pokončati sam. Vendar pa tudi njemu ni bilo prizaneseno. Padec Pohorskega bataljona je narodnoosvobodilno gibanje na Štajerskem hudo prizadel, hkrati pa je bil ta zadnji junaški spopad velika spodbuda za nadaljnje boje za svobodo. Spoštovani, pred dobrim tednom smo praznovali državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Zato mi dovolite, da na tem mestu spomnim, da v srčju slovenskega narodnoosvobodilnega boja ni potekala le borba za preživetje naroda in boj za neprecenljivo svobodo, ampak je počasi v njem skril tudi začetek naše državnosti, ki smo ga leta 1991 zaokrožili z razglasitvijo samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Danes živimo v miru in kljub krizi tudi v relativnem blagostanju. V letih samostojnosti smo dosegli marsikaj zavidljivega, marsikaj, s čimer se lahko pohvalimo. Hkrati pa smo izgubili zalet, odločenost, voljo in navdih za nove skupne cilje. Po vseh teh izjemnih zgodovinskih dogodkih in dosežkih ne vemo več natanko, kako naprej. Lahko celo rečemo, da se danes, z vidika vojnega časa pred 70 leti, v katerem so vladali pomanjkanje, strah, ogroženost in nakopičeno sovraštvo, ukvarjamo predvsem z nepomembnimi podrobnostmi. Menim, da nas med drugim tebe predvsem dejstvo, da se skuša iskati najlažje in ne nujno najboljše rešitve in to, da je postalo načrtovanje življenja v smislu doseči čim več, čim manj truda, vsakodnevna popotnica moderne družbe. Trdo delo, trud, požrtvovalnost za skupno dobro, tovarištvo in solidarnost, vrednote torej, ki so bile nekoč vezivo med Slovenci in Slovenkami, vrednote, ki so nam omogočile, da smo previharili burna poglavja naše zgodovine in išli iz druge svetovne vojne kot zmagovalci, pa so na hudi preizkušnji. Žal smo, kot sem to tudi že izpostavil pred nekaj dnevi, v zadnjih letih izgubili dobršen del drznosti, odločnosti in složnosti. Izgubili, pravzaprav upam, da samo založili. Smo dobršen del tistih ključnih značajskih lastnosti, ki so nas znale skozi zgodovino, ki so nam kot narodu pomagale preživeti tudi najhujše preizkušnje, kot je bila druga svetovna vojna. Želel bi torej, da bi bili v teh težkih časih bolj enotni, da bi se zgledovali po univerzalnih vrednotah bratske pomoči, solidarnosti in spoštovanja, vrednotah, ki so, kot rečeno, gnale in povezovale borce Pohorskega bataljona, da so z ramo ob rami vztrajali do konca, do zadnjega naboja, do zadnje kaplje krvi. Spoštovani, čas teče z izjemno naglico. Meseca maja bomo obeležili že 70 let od konca druge svetovne vojne
70 letij miru. Generacija, ki je izkusila in celo preživela sosilno grenkobo in tragedijo druge svetovne vojne, se žal tiho poslavlja. Prič, ki bi z nami delile svoje neposredne izkušnje in spomine, je vse manj. Vojna v Evropi je postala abstrakten pojem. In hvaležni moramo biti, da je tako. A sočasno želim poudariti, da morajo vrednote, ki so napajale Slovenke in Slovence, da so se hrabro borili in omogočili preživetje slovenskega naroda, ostati žive. Pogum, junaštvo, tovarištvo so danes prav tako potrebni, kot so bili takrat. Brez njih ne moremo računati na učinkovito reševanje težav, s katerimi se spopadamo, kaj šele na prihodnje uspehe. Upam torej, da smo se tudi mi, 72 let kasneje, in od neprekinjenega miru nekoliko zaspani in razvajeni, sposobni pokončno, pogumno in dosledno zoperstaviti predsodkom, ideološkim delitvam in najrazličnejšim oblikam nestrpnosti, ki jih zaostrena gospodarska situacija le še podžiga. Žrtve, iz katerih je vzplila naša svoboda, tudi zato ne smejo biti nikoli pozabljene. Spoštovani, uvodoma sem dejal, da je moje današnje sporočilo v tem spominskem mestu sporočilo iskrene in globoke hvaležnosti za pogum in žrtev borcev Pohorskega bataljona ter iskreno upanje, da so bili te žrtve vredni. Naj nam bodo požrtvovalnost bork in borcev, humanost in medsebojno sodelovanje za zgled tudi današnjih, sicer mirnih, a na drugačen način zahtevnih časih. Borkam in borcem Pohorskega bataljona slava in čast. Prireditve se je tudi letos udeležil predsednik Republike Borut Pahor, ki je položil venec pred spominsko obeležje padlim borkam in borcem Pohorskega bataljona, ki ga je 8. januarja 1943 obkolilo okoli 2000 nemških vojakov. V boju je življenje izgubilo 69 borcev, ki so jih nato odpeljali v avstrijski Gradec, kjer so še danes pokopani na tamkajšnjem pokopališču. Spominske slovesnosti so se, tako kot vsako leto, udeležili številni pohodniki in drugi obiskovalci, med njimi pa je vedno več mladih. Na spominsko slovesnost so vabile občine Slovenska Bistrica, Maribor, Ruše, Zreče, Oplotnica in Konjice, prireditev pa je potekala v organizaciji Slovenjebistriškega zavoda za kulturo. V kulturnem programu sta sodelovala Tinski moški pevski zbor in Oplotniška osnovna šola. V njem svobode srečen dan, morda dočakal bom. Sržgali so mi rojstni kraj, odgnali drage vse. Bog ve, če jih še videl bom, morda že v grobu spet. Bog ve, če jih še videl bom, morda že v grobu spet. Misel še živi, da narod staja spet. Nas borba osvobodi, prišel je novi svet. Nas borba osvobodi, prišel je novi svet. Vokalna skupina Vivere in Oktet Planika sta tudi letos pripravila tradicionalni božično-novoletni koncert. Prireditev je potekala v četrtek, 11. decembra, v Viteški dvorani Bistriškega gradu.
Tako Viverce kot pevci Okteta Planika so prepevali na koncertu predvsem ljudske pesmi iz različnih slovenskih pokrajin. Umetniški vodja Okteta Planika je bil Ignac Pančič, Vivere pa je vodil Tadej Kušar. V prostorih Bistriškega gradu je v sredo 17. decembra potekala poslovna konferenca z naslovom Kosovo in Slovenija. Skupaj lahko naredimo več. Konference so se udeležili predstavniki ministrstev in vladnih služb Republike Kosovo, ki so predstavili možnosti za slovenska podjetja, ki želijo vstopiti na kosovski trg. Zanimanje je bilo večje od pričakovanj, saj se je dogodka udeležilo 25 podjetij. Prisotni so bili tudi predstavniki Panex inštituta, ki je ustanovni član EIC, European Investors Council, s sedežem v Prištini. Omenjeni inštitut nudi celotno podporo pri vseh aktivnostih, ki jih potrebuje tuje podjetje za poslovanje na Kosovu. Med glavnimi razlogi, zakaj bi se slovenski podjetniki odločili za vlaganje na Kosovu, je vodja sektorja za promocijo investicij Kresnik Tahi omenil najnižje davke v regiji, dobro usposobljeno in mlado delovno silo ter možnost neposrednega izvoza v ZDA in še nekatere države. V okviru sodelovanja med hrvaško občino Murter in Slovenjebistriško občino so potekali v Slovenski Bistrici med 19. in 21. decembrom dnevi Murterja, ki so nam v zimskem času predstavili s svojimi nastopi posebnosti in čare Dalmacije. Obiskovalci so lahko prisluhnili dalmatinski ženski klapi mela in okusili kulinarične posebnosti Murterja. Prisotne pa sta nagovorila tudi murterski župan Ivan Božikov in bistriški župan dr. Ivan Žagar. Goste iz Dalmacije je gostil tudi hoteljakec pri Treh kraljih na Pohorju. Nazva
V športni dvorani osnovne šole Šmartno na Pohorju je v ponedeljek 22. decembra potekala osrednja občinska slovesnost v počastitev 26. decembra, dneva samostojnosti in enotnosti. Prireditev sta organizirali občina Slovenska Bistrica in krajevna skupnost Šmartno na Pohorju. Slavnostni govornik je bil predsednik sveta krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju Modest Motaln. Mineva 24 let, odkar smo se odločili za samostojno Slovenijo. Ravno 26. decembra, na dan, ki ga sedaj obeležujemo kot dan samostojnosti in enotnosti, so objavili pomembno novico. Rezultate plebiscita o samostojnosti Slovenije. Kar 95% udeleženih volivcev je vprašanju pritrdilo in začela se je osamosvojitev Slovenije. Takrat so Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini. In to je pomembna reč, ki se danes vse premalo zavedamo. Prepričan sem, da vas ob naštevanju vseh teh dejstev prešinejo različne misli. Starejši se še spominjate, kako so čakali na rezultate plebiscita. Pri mlajših generacijah pa so ta dejstva vedno znova nekaj novega. Zato jih moramo čim pogosteje ponavljati, da se utrnejo v naš zgodovinski spomin. No, ko smo Slovenci naredili ta pomemben korak, sem bil sam star 1 leto. In težko bi rekel, da se česarkoli spomnim. Sem pa gorasel z zavedanjem o pomenu samostojne Slovenije. Spomnim se, kako lepo in s ponosom so nam v šoli govorili o mladi, neodvisni, predvsem o naši Sloveniji. Takšni, kot so si jo mnogi želeli, po njej hrepeneli. Vendar hrepenenja ne moč ustaviti. Tudi sedaj jo imamo. Vendar potrebuje nekaj naše pomoči. Danes, ko smo na pragu najrazličnejših družbenih sprememb in ko se radi oziramo, kako je lepo v svetu in predvsem pri sosedih, moramo novi strniti vrste. Le skupaj namreč lahko premagamo težave, s katerimi se soočamo v krizi. Krize ne bo konec, dokler ne dojamemo, da je bistvo našega sobivanja druženje, pomoč drug drugemu in predvsem sprejemanje različnosti. V kulturnem programu pa so nastopili Frajheimska godba, mešani pevski zbor in tamboraška skupina Kut Šmartno na Pohorju ter učenci osnovne šole Šmartno na Pohorju. Čas je za čast, ki sta jo mraz in veter pregnala, kot zbegano ptico iz naših krajev. Čas je, da ji pripravimo gnezdo pod novo streho našega doma in jo prikličemo zopet nazaj. Čas je, da nam zopet zapoje, kakor minule srečne pomladi in z nami živi ptica upanja. V prostorih območne organizacije socialnih demokratov Slovenska Bistrica so v ponedeljek 5. januarja ponovno odprli poslansko pisarno. Pisarna bo delovala na pobudo magistre Bojane Muršič, poslanke SD v Državnem zboru. Sem vaša predstavnica v 7. volilni enoti v Slovenski Bistrici, edina poslanka. To nekako skozi poslušam s strani opozicije, da v bistvu Slovenska Bistrica nima svojega poslanca, ampak kot je že bilo omenjeno, jaz sem vaša, bom rekla, me imate za svojo, jaz imam vas za svoje, glede na to, da sem službovala dobra 3 leta v občini Oplotnica. Bom rekla, nekako preživela svoje otroštvo tudi v Oplotnici in nekako živela tudi za Slovensko Bistrico in to mi je velik ponos. Jaz se bom trudila po svojih najboljših močeh, da nekako prenesem vaše pobude, mnenja, sugestije naprej na državno raven, ki je povsem nekaj drugega, kot mi nekako si predstavljamo to življenje tukaj. Moji prvi koraki v parlament, moram reči, so bili zelo mešani. Ko sem prvič sedela v Državnem zboru, pa ko so se začela ta čudna dogovarjanja, pogovarjanja, pritiski taki in drugačni, sem si mislila, joj, kam sem jaz prišla. Jaz tega nisem navajena, take komunikacije, nekako sem vedno bila za dejanja, ne pa za tisto potikanje, mi vaši, oni, mislim, to je grozno. Ampak mislim, da se bom tudi tega navadila.
Upam, da bom lahko čim več stvari iz okolja, kot sem že omenila, prenesla v Ljubljano. Zato sem tudi z velikim veseljem se odzvala na vašo pobudo, da odpremo to poslansko pisarno. Poslanka iz Ruš bo občanom in občankam občin Makole, Poljčane, Oplotnica, Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice za izmenjavo mnenj, dajanje pobud in predlogov na voljo predvidoma vsak drugi ponedeljek v mesecu od 9. do 11. ure. Na nacionalni jakutski televiziji Saha so v sredo 7. januarja predvajali oddajo Pozdrav iz Slovenije, ki smo jo pripravili na javnem zavodu za KTV in informiranje Slovenska Bistrica. Jakutija je največja ruska upravna enota in pomembno gospodarsko področje vse Zahodne Azije. Ustvarjalci studija Bistrica smo v oddaji predstavili jakutinjo Tanjo Zafošnik, ki pri nas živi že 15 let. Gledalci iz daljne Sibirije so spoznali tudi znamenitosti Slovenske Bistrice in Slovenije. Pobuda za oddajo, ki smo jo prevedli v ruski jezik, se je porodila v začetku novembra lani, ko je javni zavod za KTV in informiranje Slovenska Bistrica obiskal predsednik nacionalne televizije Saha Ivan Mihajlovič Androsov. Slovenska različica oddaje bo kmalu na ogled tudi na naši bistriški lokalni televiziji. Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 8 kaznivih dejanj, od tega 6 tatvin, 1 zatajitev in 1 poslovna goljufija. Slovenska Bistrica. 4 neznane ženske so iz prodajalne odnesle za 50 evrov blaga. V parku je občan izgubil denarnico, vendar ko jo je našel, je ugotovil, da v njej manjka 50 evrov. Neznani storilec je v avtopralnici ukradel gumijaste predpražnike osebnega avtomobila, ki so se sušili v času čiščenja vozila. Iz skladišča ene od prodajaln je neznani storilec ukradel denarnico z denarjem in dokumenti, škode je za 150 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 11 prometnih nesreč, žal tudi 1 s smrtnim izidom. Podali so 3 obdolžilne predloge, izdali 12 plačilnih nalogov in odvzeli 1 vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 7-krat, obravnavali pa so še 2 požara. Judo zveza Slovenije je v petek, 19. decembra, v Bistriškem gradu podelila nagrade svojim najboljšim predstavnikom za leto 2014. V moški konkurenci je to znova Rok Drakšič, medtem ko je s svojimi rezultati v ženski konkurenci prvič prepričala Tina Trstenjak, oba sta člana celjskega kluba z dežele Sankaku. Pri članicah sta se za Trstenjakovo razvrstili njeni klubski kolegici Ana Velinšek in Petra Nareks, v moški konkurenci pa za Drakšičem Matjaž Ceraj, član judo kluba Impol in Adrian Gomboc. Najboljši klub med članicami in med člani je po pričakovanjih z dežele Sankaku, ki ga vodi Marjan Fabjan. Omenjeni klub z Lopate pri Celju je tudi zmagovalec slovenskega pokala v letu 2014. Spoštovani, prvo informativno oddajo smo s prispevkom iz športa pripeljali do konca. Vendar pa je to šele začetek informativnega programa, ki ga boste spremljali vse leto. V teh dneh bodite v prometu zelo previdni, saj so ceste poledenele, prilagodite vožnjo vremenskim in drugim razmeram, uporabljajte varnostni pas in varnostno razdaljo, saj boste le tako obvarovali svoja in tuja življenja. Pa ne pozabite na ptičke in druge prosto živeče živali. Pa srečno do prihodnjega tedna.